Zelena, okolju prijazna goriva so vse bolj prisotna tudi v javnem potniškem prometu. Danes smo tukaj na sedežu ljubljanskega potniškega prometa, da bomo preverili, kako se obnese najnovejši avtobus, ki ga žene metan. Za začetek bi rad vedel, ali je izpust na metan res tako zelo čist v primerjavi z dizelskim pogonom. To, da je res čist, lahko dokažem, recimo z belim robčkom, ki ga dam na izpušno cev avtobusa. Kot vidite, je robček popolnoma čist, nov, svež in sedaj ga bom dal na izpušno cev avtobusa. Tukaj spodaj. In kot lahko vidite, je popolnoma brezmadežno bel še vedno. V dizelskem pogonu bi bil najbrž siv, če ne črn, zaradi saj trdih delcev. Če bi vzeli nek avtobus, če bi preizkusili na avtobusu, ki je star 15 let, bi bilo to popolnoma črno, morda celo žgano. Motorji 20 najnovejših avtobusov v voznem parku LPP-ja, ki jih namesto dizelskega goriva žene zemeljski plin oziroma metan, izpolnjujejo najstrožje kriterije glede izpustov in ustrezajo tudi standardu EEV, kar pomeni, da je izpust trdih delcev, ki merijo le nekaj tisočink milimetra in so škodljivi človeku ter okolju, skoraj ničen. Avtobus Citelis CNG proizvajalca Irisbus Iveco pa v primerjavi z avtobusom na dizelski pogon, ki izpolnjuje standard Euro 4, v ozračje izpusti kar 80 do 90% manj dušikovih oksidov. Iz njegovega izpuha pa se širijo tudi izrazito nižje količine ogljikovega monoksida in ogljikovodikov. V primerjavi z najstarejšimi avtobusi, ki še vozijo po ljubljanskih ulicah, pa metan bus pridela za kar okoli 10% manj ogljikovega dioksida. Enojni in nizkopodni avtobus Citelis v potniškem prostoru premore 26 sedežev in 79 stojišč, kar pomeni, da zmore naenkrat peljati 105 potnikov. Preko 11 ton težak in 12 metrov dolg avtobus poganja skoraj 8-litrski 6-valjni vrstni motor, nameščen zadaj vertikalno. Turbomotor, ki ga poganja metan, pa že pri 1100 vrtljajih v minuti ponudi 1100 Nm največjega navora. Največjo moč, 213 kW, pa razvije pri 2000 vrtljajih. Kilovati in newtonmetri se na kolesa prenašajo preko 4-stopenjskega samodejnega menjalnika. In kateri sestavni del oziroma motorni element najbolj loči plinski in dizelski pogon? To je reduktor pritiska. Tukaj lahko vidite cev, skozi katero se polni, skozi ta vratca. No, sedaj zaprto, tako. Tukaj polnimo, potem gre ta plin v rezervoarje in ko prihaja plin iz rezervoarjev, je s pritiskom 200 barov, pride v ta redukcijski ventil in od tukaj gre potem naprej v motor. Kaj pa sistem mazanja, hlajenja je povsem enak? Popolnoma enak. Različna goriva pa lahko pomenijo tudi različno porabo. In če iz tega vidika metan primerjamo z dizlom? Torej, primerjava med dizlom in med plinskim avtobusom je v tem, da dizelski avtobusi porabijo v mestnem prometu, enojni avtobusi, okrog 40-42 litrov goriva na 100 km. Tukaj pa govorimo o porabi v kilogramih. In ta avtobus porabi sedaj v začetni fazi okrog 40 kg na 100 km. Vendar moramo upoštevati to, da je to začetna faza, da se avto še vteka, motor se še vteka. Mi pričakujemo, da v nadaljevanju poraba tega goriva nižja in potem tudi stroškovno bo plinski pogon cenejši od dizelskega, tako da mi računamo, da bomo prišli do nekih prihrankov 10-15% pri gorivu v primerjavi z dizelskim gorivom. Kaj pa servisni intervali? Servisni intervali so pa tukaj nekoliko pogostejši in sicer je interval vsakih 30 000 km je potrebno narediti servis vozila. Tudi svečke treba zamenjati, tudi olje se hitreje menja. Pri dizelskih avtobusih pa to 40 000 km. Vendar pa pravijo, da je življenjska doba teh motorjev daljša, zato ker so motorji tudi manj obremenjeni. Za energetske potrebe ekološko veliko bolj čistih avtobusov pa je morala zrasti tudi ustrezna CNG polnilnica. Seveda smo avtobus po plin zapeljali na objekt, katerega investicijska vrednost gradnje je krepko presegla 1 milijon evrov.
Polnjenje plina se sicer kaj dosti ne razlikuje od točenja dizla, a tudi to opravilo je kljub vsemu bolj čisto in manj smrdeče kot na klasični črpalki. Ko vozilo ustavimo, vzamemo polnilno ročico in jo z dokaj enostavnim gibom nastavimo na polnilno mesto, kjer obstaja tudi varovalka z 180-stopinjskim premikom. Smo mi zavarovali ročico, da to ne bi stran padlo. Enostavno pritisnemo tipko Start. In če bi imel jaz osebni avtomobil na CNG pogon, bi bil postopek povsem enak? Popolnoma enak. Ročica se rahlo razlikuje. Imamo jo na tej strani, jo bomo lahko tudi videli. Sistem plačila in vsega ostalega je pa popolnoma enak. Enota se samodejno tudi izključi, ko je tank, rezervoar dovolj poln. Ob točenju vidimo manometer, zdaj se približujemo 200 barom. To je pritisk v rezervoarjih. Tako. Nekje pri 220 se bo zadeva ustavila, kar pomeni, da je vozilo napolnjeno do konca. Če razlike v sestavnih delih motorja na plinski pogon v primerjavi z dizelskim niso ravno velike, pa se velika razlika med obema reagentoma pokaže predvsem zaradi različnega agregatnega stanja obeh in posledično pri plinu zelo pomembnega fizikalnega dejavnika, ki se mu reče tlak oziroma pritisk. In prav pritisk je tisti, ki postavi najbolj drastično ločnico med plinskim in dizelskim avtobusom. Pri plinskih avtobusih imamo pa opravka s plinom, ki je shranjen pod visokim pritiskom v posebnih visokotlačnih posodah, ki se pa nahajajo tukaj na vrhu vozila, na strehi vozila. Prav v tej beli grbi? V tej beli grbi. V našem primeru imamo 8 visokotlačnih posod, vsaka je volumna 155 litrov. To pomeni skupaj 1240 litrov vodnega volumna, mi rečemo. V tej posode bi lahko shranili 1240 litrov vode. Vendar tukaj notri je plin pod pritiskom 200 barov in glede na to, da je poraba okrog 40 kg, to zadostuje potem samo za nekje 400 km vožnje. In tukaj je pravzaprav slabost teh avtobusov. Če je manjši operativni domet glavna hiba CNG avtobusa, pa je treba povedati, da velik pritisk zahteva tudi bistveno bolj sofisticirane posode za shranjevanje goriva. Rezervoar za dizelsko gorivo je bistveno cenejši kot 8 karbonsko-aluminijastih rezervoarjev na strehi avtobusa, ki morajo varno zadržati plin pod pritiskom 200 barov plus. In zakaj so se plinski rezervoarji sploh znašli na strehi vozila? Iz dveh razlogov, ja. Včasih v prvi fazi, ko so izdelovali te avtobuse na plin, so namestili te klenke oziroma te tlačne posode spodaj, vendar to pomeni, da potem pride pod vozila višji in ni več ta nizkopodna izvedba in morajo ljudje, potniki vstopati po stopnicah. To je prvi razlog, zakaj ni dobro, da so spodaj. Drugi pa to, če pride do trčenja v primeru nesreče, bi bile lahko te posode poškodovane, bi lahko prišlo do nekontroliranega izhajanja plina, kar pa ni v redu. Tudi v primeru recimo požara in teh stvari so te posode zelo varne, preizkušene, tako da niso znani primeri, ko bi prišlo do eksplozije teh posod ali pa plina. Nalepka, ki potnika opozarja, da se vozijo v čistem avtobusu, nikakor ne pomeni opozorilo za plinsko nevarnost. Ta Iveco popolnoma varen in čist avtobus. Torej, takšnih avtobusov, prav Iveco avtobusov vozi že nekaj tisoč po Evropi, drugače pa plinskih avtobusov, ki vozijo na metan, pa torej avtobusov in osebnih vozil in kamionov je po svetu več kot 10 milijonov. CNG plinski pogon je v Sloveniji, kar se tiče osebnih vozil, prava redkost. Na naših cestah pa je precej več avtomobilov na avtoplin oziroma LPG plinski pogon. Zakaj so se torej v ljubljanskem potniškem prometu odločili za metan in ne za plinsko mešanico propan-butan? Torej, kadar gre za avtoplin, ki je mešanica propana in butana, ta ima prednost samo temu, da je večja energijska gostota, torej v rezervoar, ki v te klenke lahko spravimo več plina. Vendar je pa slaba lastnost ta, da je težji od zraka in se usede na tla in zaradi tega potem mnogo bolj nevaren kot pa metan.
Kaj pa vedno bolj aktualna elektrifikacija vozil? Je električni avtobus ustrezna ekoalternativa? Problem pri teh avtobusih, ki so gnani na elektriko in ima elektrika shranjena v akumulatorjih, je to, da po nekem določenem času je treba te akumulatorje zamenjati. Po drugi strani so tudi akumulatorji zelo težki in s tem se zmanjšuje tudi nosilnost samega vozila, kajti tukaj govorimo o nekaj tonah materijala, ki ga mora vozilo prevažati seboj. Če je plinski pogon trenutno najbolj ustrezna rešitev za bolj čist javni promet v prestolnici in če se elektrika iz prej omenjenih razlogov v tem primeru ne obnese, je na mestu tudi vprašanje o najbolj sofisticirani zeleni energiji, ki pa jo ponujajo gorivne celice. Je to torej tista prava stvar za ekopogled v prihodnost komercialnega prometa? Prav gotovo je prihodnost v avtobusih na gorivne celice in ti avtobusi tudi že vozijo. Obstaja celo nek evropski projekt, kjer so ti avtobusi v nekaterih večjih evropskih mestih. S tem se zelo močno ukvarja Mercedes, vendar so pa ti avtobusi izjemno dragi. Če govorimo o avtobusu na plinski pogon, v katerem se sedaj nahajamo in njegova cena kot 220 000 evrov, bi takšen avtobus na gorivne celice stal kot 1 milijon evrov. Tako da to zaenkrat še niti ni zadeva tako močno preizkušena in zanesljiva, da bi to bilo lahko za normalno redno obratovanje.